V naslednjem prispevku se selimo na jugovzhod Slovenije, v odročni Kočevski Rog, med debli katerega se danes smukajo bolj kot ne le še gozdne živali. A v gosto poraščenem Kočevskem gozdu so dolga stoletja živeli kočevarji, ki so dobro znali prisluhniti naravi in živeti v sožitju z njo. Njihovo izročilo in dediščino danes na najlepši način ohranja naslednja samooskrbna lepotica, ki je zrasla na ruševinah stare kočevarske hiše. Sredi neokrnjene narave, globoko v Kočevskem gozdu, smo našli tole skorajda pravljično hišo, ki svojo podobo pripoveduje tudi zgodbo naselbine, ki je stala tukaj nekoč. Tanja in Mojca, pozdravljeni, videa sta lastnici tele čudovite prenovljene hiše in ker smo na področju kočevarjev, smo tudi globoko v gozdu, me najprej zanima, kdo so bili kočevarji, kako bi jih lahko opisali? Kočevarji so Nemci, ki so prišli pred več kot 600 leti na to področje. Naučili so se, potem tolikih let so se naučili živeti z naravo, kar je bilo potrebno, nujno potrebno tukaj. Nastal je tudi kočevarski jezik, ki ga Nemec ni več razumel, Slovenec pa tako in tako ne. Morali so trdo delati, da so lahko preživeli na tem področju. In kako je zdaj prav ta hiša oziroma vaša tradicija povezana s kočevarskimi Nemci? To je rojstna hiša mojega očeta. Nekoč smo se sprehajali tukaj z očetom in prišla sva na idejo, da bi morda to hišo obnovili. No, smo to tudi naredili. Z možem, oče in mož sta obnavljala ruševine. Jaz pa sem z otroci čistila okolico in to je počasi, potem več kot 20 let je to že projekt, ki traja. Ampak tale lokacija, če je kaj, je pa odročna, ne? Res ni nič blizu. In kakšen izziv je to predstavljalo, ko ste se lotevali teh gradbenih podvigov? To je bilo kar zanimivo. Edina stvar infrastrukture je bila makadamska cesta. In to se pravi, v začetku sta mož in oče, ko sta obnavljala dol kamniti del, sta to, mi rečemo, na krv mešala, brez mešalca. Najprej smo začeli takole. Na krv pomeni z lopato? Tako, pa sta kar tako mešala. Jaz sem z otroci okoli čistila okolico. Ko pogledate zdaj okoli sebe, zaraščeno, tudi iz ruševin ven so rasla drevesa, tako da je skoraj iz nule, no. Se pravi, videli so se, tloris se je videl in to pa to, ne. Kočevarske hiše so bile praviloma dokaj velike. Spodnja etaža je bila kamnita, zgornje lesene. V spodnjih prostorih je bil urejen hlev, v višjih etažah bivalni prostori družine. To filozofijo danes uteleša tudi ta samooskrbna lepotica sredi kočevskih gozdov. Leseni pritlični del objekta pa je oblikovan tako, da ohranja podobo gospodarskega objekta, sploh takrat, ko se zaprejo lesena senčila, ki uravnavajo tudi temperaturo v prostoru. Objekt odlikuje macesnova fasada, medtem ko je v interjerju mogoče opaziti še precej več lesnih vrst. Notranje stopnice so izdelane iz javorja, ki je rasel na posestvu, medtem ko je pohištvo izdelano iz belokranjskega hrasta. Velik del lesa, uporabljenega v interjerju, je včasih služil kot gradbeni element v skednjih ali kašči. Roland, kaj ste želeli pri tem interjerju posebej izpostaviti? Želja naročnika je bila, da v prostor umestim čim več naravnih materialov, ki so bili v preteklosti že kot konstrukcijski material ali gradbeni material. Mislite les v tem primeru? V tem primeru, ja, les in iz tega lesa je izdelan celotno pohištvo. Ki je bil že prej nekje drugje ugrajen. To je bil ugrajen kot gradbeni material, zato so nekateri elementi pohištva, dajmo reči fronte, pohištva sestavljene kar iz večjih materialov, lesa, različnih materialov. Tiste anomalije, ki pa so nastale v teh materialih, pa smo zamenjali kar z keramičnimi vložki ali kaj podobnega. Tale detalj mi je zelo zanimiv, takele viseče pomične fronte. Ja, tudi v tem kotu je bila dejansko tudi moja prva naloga,
kako ustvariti tale delni kot in je bila tudi na bazi tega kota se lastnica odločila, če sem sploh primeren za izdelavo celotnega interjerja. Aha, to je bila prva referenca. To je bila v resnici preizkušnja, do kje sežem. No, zdaj si pa pogledava še tele zanimive lesene fronte. Kako to funkcionira? Tele fronte imajo en zanimiv detalj, s katerim jih pomikaš lahko proti sebi, oziroma jih odmakneš od sebe in dejansko samo dekoracijski in funkcijski element. Tu lepo na škripec. Ja, zelo. Zanimiva ideja, preprosta, funkcionalna. Stoli v dnevni sobi so prav tako narejeni iz materijala, ki je bil včasih poden kašče. Zanimivost mogoče teh stolov je to, da smo imeli, ker sem bil jaz na preizkušnji pri kuhinjskem kotu tudi mizarja in je bila naloga mizarja, da naredi en sam stol in na bazi tega stola smo se tudi odločili, ali je sposoben urediti ostali interjer v prostoru. Meni je najljubši detalj v prostoru pa je požarni zid kamina, kjer je zanimivost, da ga je izdelala kar Mojca sama. Ja, njen material za izdelavo pa je nabrala kar v okolici objekta. Se mi zdi prav prijeten detalj v prostoru. Trajnostno pa ni le oblikovanje interjerja, ki temelji na ponovni uporabi materialov, temveč tudi samooskrbnost objekta kot takega. Ker električne infrastrukture v okolici ni, so na streho objekta namestili solarne panele, ki priskrbijo potrebno energijo. Kadar to ni mogoče, pa nemoteno delovanje omogoča agregat. Voda prihaja iz filtrirane deževnice, kar objektu omogoča popolno samooskrbo. Kljub uporabi sodobne tehnologije pri delovanju objekta, pa ta sledi izročilu Kočevarjev, ki so nekoč živeli na tej zemlji. O tem pričajo številni predmeti v objektu, pa tudi zasnova njegove okolice. V tej kuhinji je zanimiva tale skrinja. Kakšna je njena zgodba? Tale skrinja je v bistvu kočevarska skrinja, narejena iz lipovega lesa, to pa zaradi tega, ker ga miši niso mogle zgristi, zaradi tega, ker je premehek. Zanimivo, ne? Ker bi si mislil človek, da je lahko pretrd, ampak v bistvu je premehek. No, te skrinje so pa delali za doto Kočevarji. In potem, ko so se Kočevarji odselili leta 1941-1942 iz tega področja, so prodali vse svoje pohištvo in ta specifična skrinja je potem imela eno tako zanimivo pot po Beli krajini in na koncu smo jo mi odkupili od gospoda, ki jo je imel v lasti in sedaj je tukaj. Ampak je pa original kočevarska. Zelo zanimivo ste tudi uredili okolico in predlagam, da nas malo popeljete po glavnih točkah okoli hiše. Najprej prideš ven iz hiše in pred tabo se odpre vrt. Zelenjavni vrt, imamo tudi nekaj sadja, ki ga mami prideluje na ekološki način in se trudi ohranjati tudi tam tradicijo Kočevarjev, uporabljati njihove prakse vrtnarjenja. Potem imamo tudi sekiromet, imamo zalogostrelstvo, ena velika stara lipa, ki noben ne ve, koliko let ima, niti moj dedek, pač že od vedno je taka. Potem imamo pa še vikinško kopel in savno, ki pa te res rešita po zimi, ker ko je veliko snega, v bistvu nimaš kaj dosti za delati in je fino iti se malo sprostiti pa pogreti. Kako zdaj v praksi izgleda tukaj življenje? Kateri vsi prizori so možni, ko se ozreš skozi te velike, zelo zanimive televizorje? Imamo enega lisjaka, ki se je spoprijateljil z mojim očetom in pride vsak večer in ima najrajši špeh. Potem pa v bistvu v okolici imamo vse živali, ki živijo v kočevskem gozdu. Zaradi tega smo tudi medvedu prijazni, da ne mečemo hrane v okolico, da ne privabljamo tega medveda. Smetnjaki morajo imeti tudi zatiče, da jih medved ne more odpreti, tako da res smo v sredini kočevskega gozda in res v živalskem svetu. Točno tam, kjer so si življenje stoletja ustvarjali Kočevarji, ki so bili, tako kot ta pravlična hišica, tesno povezani z naravo in gozdnimi prebivalci.